Specializirano državno tožilstvo Olaju, ki je policijo vodil v času prejšnje Janševe vlade, očita, da je kršil sindikalne pravice, s tem, ko naj bi cenzuriral objavljanje sindikalnih obvestil na policijskem intranetu. Sindikata sta morala obvestila pošiljati službi generalnega direktorja, dopise pa je pred objavo moral pregledati še odbor za etiko in integriteto. Seveda do nikakršnega onemogočitva ali pa preprečitve sindikalne dejavnosti ni prišlo, kako tudi ne do oviranja sindikalnih pravic. Zamikom, da so bila obvestila, trdi Olaj, objavljena že v preteklosti, kot pravi, zgolj zaradi administrativnih težav. Drugi očitek tožilstva pa, da je Olaj zlorabil uradni položaj, ko je obema tedanjima glavnima sindikalistoma in še enemu prav tako vidnemu sindikalistu izdal opozorilo pred odpovedjo, ker, tako tožilstvo, je bila trojica do vodstva policije v medijih kritična. Opozorila pred redno odpovedjo vsa so bila izrečena policistom zaradi konkretnih kršitev pogodbe o zaposlitvi. V teh opozorilih izrecno piše, da so podane bile tem osebam, oškodovancem kot predstavnikom sindikata. Pa čeprav sindikalnim zaupnikom disciplinski ali odškodninski postopki po zakonu ne smejo groziti, poudarja tožilstvo. Sojenje se bo nadaljevalo septembra z zaslišanjem sindikalistov.